zborniku, ki je šel v te priložnosti objavljeno besedilo oziroma predlog Dimitrija, ki sem ga napisal natančno pred 2 letoma na Bogu, na Dolina Vranu. Zdaj ne bom govoril o tem, to vseeno nekaj s tem vodoma predajavljamo. To besedilo nastaja natančno pred 2 letoma. Sicer v istem zaporniškem bloku, tudi v isti zaporniški sobi, kjer sem se znašel po skoraj natančno pred 20 let. Zato je tudi to besedilo tudi tak naslov. Ker je bilo vse enako. Samo okna, pa vrata, pa barva na zidovih je bila bolj dotrajena. Znači, je on isti. Kaj hočem s tem povedati? To, da se je na neki simbolični ravni pokazalo, ki je Slovenija po 25 let. Marsikje smo silno napredovali. Nemogoče si je bilo v 25 letih predstavljati, da bo Slovenija dosegla marsikaj, kar je v tem času dosegla. Članstvo v Evropski uniji, v Zvezi NATO, da je zgolj pobožne sanje v velike načine. Če pogledamo v domači proizvodna prebivalca ali pa kupno moč prebivalstva je danes neprimerno više, tudi v Jugoslaviji. Do leta 2008 smo napredovali zelo hitro in smo skoraj na evropskem povprečju, potem smo spet padli. Ampak vseeno, te razmere so pravzaprav neprimerljive. So seveda nekatere stvari ostale natančno takšne, kot so bile takrat, nekatere pa še slabše. Ta konkretni primer, ki ga je gospod Tomšič omenil, Andreja Batrija, torej začetku izhaja, je bila bolj absurdna kot pa vojaški proces oziroma sodni proces pred sodiščem leta 1988 pred vojaškim sodiščem. Takrat je šlo do naših obsodb na podlagi falsificiranih dokazov. Takrat je bilo treba vsaj dokaze falsificirati. Pa krivo so nekateri prisegli zelo v nekem flumastru in tako naprej. Ampak, ko si prav tisto sodbo, je bila logična, če zadaj ni bilo tega falsifikata. Po 25 letih je bila izrečena sodba, ki je bila popolne smisel. Neznanega dneva, neznanega kraju, na neznan način, obljuba neznanega grada. In smo bili obsojeni na 3 stopnje. Poslani v enak zapet. Zdaj, ko se človek znali v takih situaciji, se začne spraševati, kaj je šlo narobe v teh 20 letih in kje tisti trenutek, kjer smo skrenili. In se spomni stvari, ki jih je že pozabil, ali pa pridejo na misel stvari, ki so se mu prej zdele drugačne, ki jih vidi v drugi luči. Tukaj predstavljamo, mislim, dolar, ki ni moj, ne se pa, da bom prebral, 15 strani. Sem ga pa šel še enkrat prej, ko sem prišel iz odpora, ki se mi je zdelo, da sem takrat v tistih slavnostnih trenutkih, pred 25 leti, 25. junija 1991, slišal neke besede, ki so me zmotile, pa tudi mnoge druge, ki pa smo jih potem pozabili, ker je prišla vojna in vsa dogajanja. To je svoj govor, ki ga je imel predsednik predsedstva Republike Slovenije Milan Kučar, ne 26. junija naslednji dan na trgu, ko je dejal, danes so dovoljene stanje jutri je nov dan, ampak dan prej, ko je eno stropje više tukaj v takratni dvorani in skupščini. Skupna seja vseh 3 zborov sprejemala temeljno ustavno listino, ustavni zakon za njeno izvedbo, in nekateri takrat zdrav, s tega neposredno spominjate. In takrat je šlo zares, in nas smo zgolj razglasili to, kar se je izglasovalo tam prej, na podlagi, ki je vznikalo.
predsednik predsedstva Republike Slovenije Milović je imel takrat govor, ki je bil nam razdeljen v pismu oblik na 15 strani, to je originalno. Ker je povedal nekaj stvari, se jih je potrebno spomniti, zato da bomo vedeli, kje je šlo na robe, kje so prišli. To je pomembno ne zato, da se oblenimo spominov teh slavnosti po 25. obletnici, ki zasluži našo radost in spominjanje in praznovanje, ampak zato, da smo znali odgovoriti na vprašanje, zakaj so tiste stvari, ki so šli na robe, šle na robe. Človek zaide in tava, bo zelo težko našel zdravo vod, če ne pogledal, kje je zašel. Pa smo nazaj do tiste točke in na križišču je prav to. Si se boš tavo, pregosti odpravijo to slepa kura za Dunaj. Ampak Slovenija, temo, da ima geografsko obliko kure, tega zrna ne najde. Ravno zaradi tega, ker obstaja zelo, bomo rekel, mašinsko vedenje o tem, kje smo zadavali za takšno stanje, da so recimo po 25 letih možni bolj absurdni sodni procesi, kot so bili pa še izdihljali hranji ustane. Predsednik predsedstva je takrat odgovoril nas delegatov oziroma poslanci, torej zboru skupščine z besedami, ki so bile v glavnem primerne trenutku. Pred vami je danes odločitev, s katero bo postala Republika Slovenija samostojna in neodvisna država. Predloženi ustavni akt in ustavni zakon za njegovo izvedbo omogočita slovenski državi prevzem vseh pravic in dolžnosti, katerih izvrševanje je bilo po naši volji z zvezno ustavo doslej prenešeno na 12. Ko smo to slišali, smo večinoma tudi nekaj poslušali. Ker so bili pravi stavki, prave stavki, to so bili stavki, s katerimi se je tak nastop pričakovano tudi začne in to se je dan. Potem pa je med mnogimi srednjavami stavki, kjer je bilo na 15 straneh, predtem so se krat omenjeno človekove pravice in svoboščine. Bilo rečeno tudi naslednje. 11 stvari, ki pojasnjujejo, kaj smo danes napisali. Bom to prebral. Prvič, Slovenija s ponosom in zgodovinsko upravičenostjo stopa v mednarodno skupnost kot demokratična država. Svoj razvoj utemeljuje na načelih in merilih tiste evropske demokracije, je zrasla iz samega smisla in temeljev zmagovitega antifašističnega boja demokratičnih narodov sveta, katerih eden je bil svojim uporom in bojem zoper fašizem, s svojo vojsko, oblastjo, državo in ozemljem tudi slovenskih narodov. Predsednik predsedstva nam je povedal, da je slovenski narod pravzaprav svojo državo ustanovil že v času druge svetovne. Nič ni padlo za strofo, ko je bilo rečeno. To je bilo sprejeto pač resno. No in potem, ni nobenega razloga, da bi imela katerakoli evropska država višjo raven uveljavitve in zavarovanja človekovih pravic od nas. Ne samo v formalnem pogledu, ampak tudi za njihove uveljavitve v vsakdanjem življenju. Vendar z razmerami, kakršne so zdaj v Sloveniji, z tega vidika ne moramo biti zadovoljni. Velja razmisliti o tem, da je demokracija veliko več kot komunizem. In potem še nekaj stavkov, ki bi lahko seveda prebrali v smislu, ne dotikajte se preteklosti, ne potvarjajte preteklosti, ne dotikajte se vitove in naprej. Spoštovanje prava, ter neodvisnost sodnikov in sodišč je nujen pogoj, da se zavaruje pravice človeka, njegova svoboda in mir. Naša dolžnost je, da storimo vse, da se bomo pri mednarodni skupnosti predstaviti kot demokratična in ne kot ideološko sprta in revanšistična družba, ki svoj pogled na njihno obrača nazaj v svojo preteklost.
v svoje stare in stare na novo postavljene delitve, ki nam povirajo moči za soočenje s problemi današnjega dne in s prihodnosti. Smem reči, da kdo jih odmalo in poglavljajo v tem času, ta ne dela v interesu svojega naroda. Zdaj, če bi nekje besed, mogoče drugače govoril, bi se dala s tem strinjati, ampak človek je to govoril, da nekaj dni prej podpisal peticijo, da se zamenja generalnega državnega tožilca Antona Drobniča, če da bi domov planec. Tukaj pa govori, kako tisti, ki poglavljajo delitve v tem času in delo interesu svojega naroda. Tukaj tako mislite javno objavljeni, tiste peticije je imela za namen, da razvidemo, ne še da smo osvojitelj, da smo osvojitelj in več. In naprej. To je bila neka ideološka postava, naprej pa je šlo za resne stvari. Slovenija se odpoveduje v uporabi sile ali grožnje silo, znotraj katerokoli drugo državo ali razreševanje kateregakoli spora. Med nami so limiti, gledali smo, da nas bodo napadli. Tukaj pa je vrhovni povednik dejal, da se odpovedujemo v uporabi sile. Na dan, ko smo že vedeli, da je zvezna vlada sprejela odlog, da federalni organi zasedajo naše mejne prehode. No in naprej, čeprav se bomo na današnji zasedanju razglasili za samostojno in suvereno državo, želimo prevzeti funkcije, ki pomenijo efektivno oblast postopoma. Ta ista skupščina, kateri je bilo to govorjeno, je zadnje mesece pred razglasitvijo samostojne države uspešno sprejemala zakonodajo, na podlagi katere je bila svojo večino pripravljena, da je efektivno oblast prevzame takoj, ko bo sprejeta temeljna ustavna listina. Samo na to se je še čakalo. Tukaj pa je posebni predsednik dejal, da to ne drži, ampak da želimo efektivno oblast prevzeti postopoma. Nasprotje za vse, kar je bilo takrat odločeno na podlagi plebiscita. In naprej, postopno prevzemanje dejanskega izvrševanja te funkcije je nujno, da ne bi pretrgali gospodarskih in drugih življenjskih tokov in tako ogrozili interese drugih v Jugoslaviji. In potem. Želimo, da meje z dosedanjimi sosednjimi državami postanejo še bolj odprte kot do sedaj. Ključno pa je, da meja s sosednjo Hrvaško ostane povsem odprta. Na dan, ko slovenska policija in carina pripravila vse za storitev teh kontrolnih mej z ostalim delom Jugoslavije, s katerega smo potem odhajali. In tem sedmič govori veliko o tem, da Šulina ni naklonjena slovenska samosvojitev, kaj je res. Tukaj takoj za predverjem državnega sveta je razstava o tem, kako so vodilni ameriški častniki poročali o vojni za Slovenijo. Tam bo storili, da je Bela hiša na dan, ko smo se osamosvojili, rekla, da bodo to ignorirali, odpirali enotno Jugoslavijo, in naprej potem vidite na prvih straneh ameriških častnikov, kako se je to mnenje v Ameriki spremenilo v eno let, na podlagi tega, da se je Slovenija uspešno branila in seveda naporov naših vojakov, ki so ameriško vlado zasuli z pismi in kalirali po programu Jugoslavijske diplomacije. Priporočamo glede tega strana. Zdaj, to, da nas tujina ni podpirala, je dejstvo. Včeraj sem videl na televiziji nek dokumentarc, ki je bilo to jasno razvideno. To so bili tam neki citati, ki pa se ne držijo, ampak to je malo pomembno. Predsednik predsedstva Milan Kučan je v zvezi z tem, da tujina ne podpira, se ne kaže se do tega sveta, ki se zdaj tako odklonilno opredeljuje obtoževanje. Želi zavarovati svoje interese, kot se je, povečena država. To so realnosti, ki nam morajo biti že zdavno jasne. Upam, da so zdaj končno jasni tudi tisti, ki
ki so v plebiscitu in po njem vsega nedavnega Slovence zapeljevali z oznaniljo hitre mednarodne priznanja. In potem, prav zaradi te logike in značilnosti sodobnega sveta, postaja Republika Slovenija tudi naprej odprta za poskuse preverjanja možnosti za oblikovanje morebitne nove skupnosti dosedanjih republik SFRJ, pa mora biti bistveno drugačno sedanje. Potem je naštetih 9 pogojev, pod katerimi bi se Slovenija povezala nazaj v jugoslovansko skupnost suverenih držav. In na predzadnjem mestu je tudi nekaj piše, da je pogoj, da se te države zagotavlja sistem kolektivne varnosti, vključno z medsebojnim sodelovanjem na področju obrambe in varnosti. Se pravi, čemu potem pozivati, čemu potem Slovenci, ki smo jih naslednji dan pozvali, da gredo izstopi iz Jugoslovanske armade, zakaj bi izhali iz Jugoslovanske armade, če je tudi ponudba, da bomo še vedno skupaj zagotavljali obrambe in varnosti. Toliko okrog tem polemikam zdaj, zakaj to ni mednarodni prestop. Ker so bili signali mešani. Koncu nastopa je sledil del, kjer se je že kazalo s prstom neodgovorne za to, ker se zadeva ni uspela. Spoštovani poslanke in poslanci, v trenutku, ko se Republika Slovenija razglaša, da samostojno in odvisno državo, ko sporoča svetu in začenja trnovo pot za svoje mednarodno priznanje, je predsedstvo Republike zavezano, da pove tudi o tem, koliko smo dejansko pripravljeni na kak korak svoje stališče. Predsedstvo Republike je več čas, je že pred sprejetjem plebiscitne odločitve in to ne opozarjalo, da je najpomembnejše vprašanje, kako in koliko je in bo Slovenija pripravljena življenje samostojne sodobne države. Zato ne moremo mimo tega, da se je dolgo časa odlašalo z načrtnim in usklajenim delom, kateremu bi bile pritegnemo tudi opozicijske stranke, ki so se za ustvarjalno in odgovorno sodelovanje zavezale z izjavo o sprejemanju zakona o plebiscitu, da ni bil predložen program za izvedbo plebiscitne odločitve in da se skupščine ni vsestransko obveščalo o stanju priprav. Predsedstvo ocenjuje, da priprave niso bile izvedene, da nismo pripravljeni tako, kot bi morali biti. Pričakujem, da bo predsednik vlade na današnjem zasedanju seznanil s pripravljenostjo z realnimi možnostmi za dejanski prevzem oblasti na miren način in posebej še z razmerami, pripravljenimi in predvidenimi ukrepi, da ne bo prišlo do resnih motenj in zastojev v gospodarstvu. Na razpolago morate imeti vse potrebne podatke in informacije, da boste lahko prevzeli odgovornost in odločitve, ki so pred vami. Nič od tega ne drži. Predsedstvu smo načrt za izvedbo samosvojitve predstavili 15. maja v Upravnem centru Poče. Zato se je predsedstvo natančen načrt pomeni. Se pravi, ni res, da tega ni bilo. Ni res, da opozicijske stranke niso imeli informacije o tem, kako potekajo priprave na samosvojitev. Sicer, da vse ključne priprave se govarjajo v zakoni, ki jih je sprejemal parlament. In res pa je seveda, da so te opozicijske stranke ključnim ukrepom nasprotovale. Da smo samo z veliko srečo, z enim, dvema, tremi glasovi, večine sprejeli obravni projekt, zakon o obravni, zakon o vojaških dolžnostih in vrsto drugih, zakon o tujcih, zakon o meji, vrsto drugih aktov, ki so bili nujno potrebni za samosvojitev, pa še te z veliko zamudo. Pravni proračun je bil na voljo šele aprila, pravi po 4 mesecih od plebiscita, čeprav je predložen že plebiscit, tega je bila samosvojitev ogrožena.
tukaj je nekdo, ki je vse vedel, ki je marsikaj tudi povzročil, recimo te zamude za podpisom deklaracije za mir, ker je pisalo, da Slovenija ne potrebuje vojske in da je ostalo podoloževanje. Prej se je glasovalo v tej akti, je bil poziv, da se ne glasuje za te akte, prelaga odgovornost na druge. Tako da, no in na koncu, je še požugano, da bi to slučajno preprsko po preteklosti in tako naprej. Družba, v kateri je ključni smisel političnega delovanja, da ena grupa odstrani drugo, ni nedemokratična, ni ustvarjalna, ni uspešna, zato tudi ni evropska. To ni le delo na čas pred volitvami leta 90, to je le delo na čas po formalni demokratizaciji. 15 strani govora je skoraj 10% časa posvečenega teme, kako je treba zagotoviti mašinam iz drugih delov bivše države, vse pravice in tako naprej in mnoge druge stvari, ki so brezsporne, ki je bilo od tega postoji nekakrat soglasje, in še danes. In z eno besedo pa ni omenjeno 500 000 naših rojakov po svetu, oni nimajo nič s tem, če pa so ravno oni potem dosegli ključen preboj pri podiranju resnice na našem polju svetu, glede mednarodnega priznanja. Ko sem dejal več kot 20-krat, omenjena beseda človekove pravice in temeljne svoboščine, da sem tam, a niti z eno besedo krivice, ki so bile temeljni razlog, ki je Slovenija splošla iz Jugoslavije, ni tega stavka o tem. Ni tega stavka o spravi. Pravzaprav, če danes berete dobro, mislim, da ga po 25 letih niče bral v tem času, ki sem videl nobenega zgodovinskega, nobene zgodovinske objave, da so dnevno časopisi iz tistih, mislim, nikjer ni bil objavljen v celoti, da so nekateri povzetki. Če ga danes beremo, vidimo en tak obupen poveč, da se obdržijo vsaj priškadina vrata za to, da si Jugoslavija se špasla skupaj. Eno pač direktno polno nastavkov, nekaj je sicer možno obravnavati dobronamerno v tem smislu, da se je mehčala govorica takrat, kateri pa so nesporno usmerjeni v to smeri, danes govorimo to za druge stvari, je to popolnoma jasno. Po teh nastopih je bilo glasovanje. Danes se govori, če smo bili enotni na plebiscitu, pa če manj drži, da enotnost je ključna, postavljena. Ampak to se omenja danes mi glede, govori se po enotnosti politike. Enotnost politike je bila izražena v tistih glasovih, večine 1, 2, 3, vladarjev poslancev takratnih zelenih, ki niso upoštevali izrecnega ukaza predsednika zelenih Dušana Kljuta, da se ne glasuje za te zakone. Tisti 3-4 poslanci, Vane Gošnik, Stanko Buser, Franci Petrin in še dva, oni so bili tista večina. Proti ukazu predsednika zelenih, ki so omogočili, da je Slovenija bilo obrambno proračun, zakon o obrambi, zakon o vojaški dolžnosti, da se lahko toliko politične enotnosti. Toliko je šlo za ta formalni, deklarativen akt, ko je šlo za sprejetje temeljne ustavne listine, ustavnega zakona. Smo mi daleč od enotnosti. Smo dosegli dvotretinsko večino, kar se da pomeni, da tem vsak tega ne mogli zglasovati. In da je zasluga vsem, ki so glasovali za te akte, temu smo bili ustavne večine, po razložnega dela. Ampak po 240 delegatov je za temeljno ustavno listino, se za temeljno ustavno listino glasovalo 180. Samo 20 več, kot je bil minimum. Samo 20 več, kot je bilo minimum.
ta nastop, ne, se največ pokaže šele, ko recimo preberemo spomine Pjera Pasina. Mimo grede v nedelju je po 2 ali 3 mandatih slobil volitve za župana Torina, bivši politik, takrat je bil sekretar Socialistične internacionale. 2 dni po tem govoru je bil v Ljubljani, to je dan bo svoj spominik piše, kako ste Rovina Kučan in Cirila Ribičič prepričevala Socialistične internacionale, mednarodnega priznanja ste v vašem nepodaji desnici. Brez tega, da prej še gospod Tomšič govori o tem, kako je neka stara elita, kako se je reproducirala in tako naprej. Če bi zdaj šli po imenih teh 60-ih, ki niso glasovali v pretepno ustavno listo, kako so rekrutirali to glasovanje, in po mojem brez izjeme prišli do imen, ki so v samostojni državi, za katero niso glasovali, doživeli neslužbeno promocijo. Stali so predsedniki zakonodajne oblasti, parlamenta te države, ministrice, ministrice za obrambo, pa za kulturo, rektori, univerzitetami, ambasadori, konzuli, častni konzuli, direktori javnih projektov, poslanci, poslanci odivov. Tako da, ni se potem začuditi, da prihaja do absurdnih situacij, v kateri je prej govoril gospod Hojsel, da tisti, ki so bili pred 15 leti razoroženi, pripadniki oziroma častniki takratne teritorijalne obrambe, so o tem sami pisali, so se temu nekateri tudi uprli, ne? Danes govorijo, da te razorožitve ni bilo. Še več, ne? Nekateri govorijo, da vojne ni bilo. Da vojne ni bilo. Je tukaj absurd. Absurd, ki ga mi želimo večji od tega, ki ga želijo tisti, ki so se ga napadli. To je eno knjigo, ki je šla po 4 leti. Pisala ste 2 srpske zgodovinarja. Kosta Nikolič pa Vladimir Petrovič. S to ima vojno v Sloveniji. Šračo v Sloveniji. Preko dokumentov predsedstva se povedal. In za razliko od nekaterih naših arhivov so mnogi srpski arhivi odprti. Tukaj so objavljene zelo zanimive zabeležke zveznega predsedstva, tudi zabeležke s pogajanjem Bridoni. Zelo zanimiva zabeležka, oziroma stenogramska zabeležka, stenogramskih pravzaprav pogovora med gospodom Cimermanom, nemški ambasador v Jugoslaviji in Veljkom Radijevičem, 15 let voljenega več, ki zanika marsikaj, kar so nekateri potem pisali v svojih spominih. Če zaključim, naš ključni problem je, da nam tudi po slovenski osamosvojitvi nekdo intenzivno ubija zgodovinski spomin. To čutimo, da nekaj ni prav. Ne vemo pa zakaj. Ali pa bolje rečeno, strinjamo se, da nekaj ni prav, si govori o krizi. Potem, kaj bo vzrok krize, so pa mnenje zelo različne. Zelo različna in ljudje, ki so nekaj skupaj počeli pred 20 leti, ki so bili zdravi, so nekaj doživeli. Danes že ne verjamejo, da je to tisto, kar se je res dogajalo resnično. Nekaj drugače pač, ker se je propaganda to tukaj smo tudi pri tem, kar je prej gospod Špepet govoril. Mi smo narod, katerega verjetno še vedno verjamo, da bo neko protomorno klanje, izkoriščanje okupacije za prevzem oblasti, genocid, zločini proti človeštvu, da se je to vse dalo zapakirati v nek mito. Če ti lahko verjetno naroda prepričaš v tako laž, tistega, ki mu je to uspelo, zamika tudi, da bi predrugačil stvari izpred 25 let
dogaja. Se intenzivno dogaja, sredstva so enaka, propagandni stroj je še močnejši. Nazadnje so tudi imena zgodovinarjev, pa pravi zgodovinarjev, novinarjev in politikov in kritikov. So ga takrat in na isti vzorec pač celo samo mnogo časa. Zaradi tega se mi izjemno pomembno, da se organizirajo takšne razprave pred 20 leti, kjer se ne govorijo samo o krazu, o tem, kako smo bili vsi enotni in kako treba obsoditi boj za zaslugarstvo, če se to ne zagovovi. Prilaščanje v zaslugi je tako. Prilašča si lahko nekdo samo nekaj, česar nima. Te težave imajo tisti, ki so bili proti. Imajo težave z vprašanjem prilaščanja. Hkrati se pozabljajo na ljudi, ki so dejansko največ tega. Čez nekaj dni bo v celih državah v 20 letih recimo podelil prvo državno odlikovanje 20 fantom, ki so izvedli ključno vloženo akcijo v vojni za Slovenijo, ki je odločilno vplivala na to, tudi na to, da se je spremenila ameriška politika, da je nastala. Gre za izvidniški odkar, še brigade, ki so zdaj skladišče v Vodnici. Še takrat smo dobili v roke dovolj moči, da bi se Slovenija lahko obranila, tudi če bi zmanjsko vojsko angažirala proti nas vse svoje resurse. Nekje sem bral v zadnjih dneh, da so dosedanji predsedniki Slovenije podelili 800 častnih znakov svobode, ki je namensko državno odlikovanje za prispevek v slovensko osamosvojitvi. 800. Je slučajno, da se nihče ni zašel na prsa teh 20 fantov, ki so ni sami akciji, prej žrtve in Ljubljani, osvojili zajem več orožja kot vsi partizanski odredi čete, brigade, korpusi in divizije na zemlji Slovenije v 4 letih, tako imenovane. Da ne govorimo o tem, koliko milijard je bilo tistih izplačanih veteranskih dodatkih in o slavi in o spomenikih teh fantov, ki so tam dejansko izvedli nekaj, kar bi Winston Churchill rekel, da še nikoli tako veliko ljudi ni bilo dolžni tako velike porežnosti, tako majhnih skupin. 25 let pri predolgem vzdajanju ignoranca. Vsi, ki ste imeli čas slavljeni 28 leta, to slovesnost na mesto tega dogodka, schodišča Strnec, pregorovnici, kjer se je popravila na